Torej, danes je ta predstavitev DocFest, poteka že drugo leto zapored. Namen je pa predvsem v predstavitvi aktivnosti, ki jih v bistvu študenti medicine izvajamo. To so projekti, ki so za širšo javnost, večina od teh se danes tu predstavlja. Potem društvo sicer pa še izvajamo projekte, ki so bolj strokovne narave, od izmenjav do nekaterih drugih strokovnih projektov, pa tudi do projektov na kulturnem področju, od pevskega zbora, božične koncerte in tako dalje. Zdaj, od projektov, ki so namenjeni pravzaprav širši javnosti in za katere želimo, da se pač predstavijo javnosti na najširši možni način, so projekt Za življenje, tečaj brezplačnih obnovitvenih tečajev prve pomoči, potem projekt Zdravo srce, kjer je v bistvu namenjeno preventivno delovanje za srčno-žilna obolenja, zlasti za otroke in mladostnike, se pravi 10 do 15 let. Ti osnovnošolci dobijo svojega študenta, ki je v bistvu neke vrste njihov asistent, z njim hodijo na trening, se gibajo, spremljajo prehrano. Drugi projekt je potem projekt Medimedo, to je otroška bolnišnica, kjer se v bistvu študentje na nek način skozi igro pri otrocih v vrtcih ali pa začetnih razredih osnovnih šol skušajo komunicirati na ta način, da otroci izgubijo strah pred zdravniki, se pravi, da ugotovijo, da je zdravnik njihov prijatelj, ne? In pa seveda tudi obratno, da tudi zdravniki oziroma študenti izgubimo strah pri delu z mladimi otroci, ki pač imajo svojo specifiko. Potem ostali projekti, ki so se predstavljali, so še Pedolandija, to je v bistvu zelo podobno projektu Medimedo, s tem, da se pač tu skupina študentov gre v bolnišnico na pediatrični oddelek in se tam z njimi igra, ne vem, za materinski dan, imajo delavnice tematske za pust, izdelujejo maske in podobno. Se pravi, da jim ni dolg čas, da imajo od tega svojega bivanja v bolnišnici dejansko nekaj tudi dobrega, ne. In pa še Zdrava veselica, ki pa je v bistvu temelji na tem, da klasična veselica več ni v modi, se pravi, da je potreba to nezdravo vaško veselico z recimo nezdravo hrano in pijačo in vse skupaj menjati z, ne vem, zdravo prehrano, zdravim načinom življenja in proba na ta način osveščati zlasti podeželsko območje. V bistvu mi omogočamo tako izobraževanje naših študentov v tujini, kot tudi sprejemamo tuje študente. Pač temelji pa zadeva na bilateralnih pogodbah, se pravi, če mi hočemo poslati ven 21 študentov, pa jim tam nuditi izobraževanje, moramo jih mi tudi sprejeti 21 in jim zagotoviti tako mentorja, raziskovalne projekte, prehrano, spanje in pa socialni program. Se pravi, ti greš lahko za en mesec v Brazilijo, dela tam prakso na neki oddelek v bolnici, pa si tam en mesec dobiš mentorja, ki zna angleško in se pač naučiš tam iz njihovih izkušenj, vidiš, kak njihov sistem deluje, prideš poln idej domov, pa pač vidiš, kaj bi lahko tukaj izboljšal, kaj so oni naredili, kaj bi mi tudi lahko, na primer.